Velenje, Rdeča dvorana in zaključek drugega Lidlovega turnirja Odbito. Turnirja v odbojki sede za osnovnošolce. Mi smo pripravljeni! Preden gremo na tekmovalni parket, pa se spomnimo, kako se je vse skupaj letos začelo. Dvorana v Braslovčah in otvoritveni dogodek za športne pedagoge, kjer so se spoznali s projektom, pravili igre ter se v igre odbojke sede preizkusili tudi sami. Vse prijavljene ekipe pa so potem na njihovih šolah obiskale naše reprezentantke in reprezentanti odbojke sede ter udeležence projekta popeljali skozi prve odboje v sede. Nato pa je vsaka ekipa s svojimi športnimi pedagogi pilila in poglabljala osvojeno znanje in se pripravljala na zaključni turnir. In tako smo že nazaj v Velenju v pričakovanju drugega Lidlovega turnirja Odbito. 1 dvorana, 6 igrišč odbojke sede, 20 ekip in okoli 400 udeležencev, pa seveda tudi sodniki in prostovoljci. Mi smo pripravljeni! Dej se turnir začne! Ekipe so bile razporejene v 4 skupine, znotraj katerih so se pomerile vsaka z vsako in s tem določile izhodišča za zaključne boje. Super vzdušje, v redu, fajn je, ekipa smo zbrani, super se imamo. Tudi pričakujemo zmago eno bar že, že smo eno zmagali, fejstan je fajn, kako vidimo so tudi nasprotniki zelo prijazni. 3 igre zapored smo zmagali zdaj gremo naprej, avtomatsko, zdaj da nam je v redu. Tekmovalnost seveda dodatno motivira, a tu sta tekmovalnost in končna uvrstitev le delček celotnega mozaika, ki sestavlja projekt Odbito. Da spoznamo nove prijatelje, da se malo podružimo, spoznamo nov šport, kako se špila. Preko sedeče odbojke nekako otroke spodbujamo oziroma jih opolnomočimo, da so nekateri, ki nimajo takšnega privilegija, da so povsem zdravi in da se nekako zavedajo, da imajo lahko veliko srečo, da je z njimi vse v najlepšem redu. Gre za športno-obveščevalni projekt, v katerem želimo otrokom približati parašport oziroma bolj konkretno odbojko sede. S projektom smo začeli lani in sicer na pobudo Zveze za šport invalidov in ob podpori Lidla Slovenije. Lani se je projekt izkazal za eno super stvar, udeleženci so bili navdušeni in res smo veseli, da se je letos število šol več kot podvojilo. Zaenkrat vse po planu, bi pa ob tej priložnosti res pohvalil vso tole organizacijo, res je vse v nulo, po domače povedano, dodelano, od prevozov do postavitve sodnikov in tako naprej, tako da super, kar tako naprej. V drugem delu tekmovanja so se ekipe v tekmah na izpadanje pomerile za končne uvrstitve. V malem finalu za 3. mesto sta se pomerili ekipi osnovne šole Simona Jenka Kranj in osnovne šole Poljane. Ajde! Mi smo Poljane! P-O-L-J-A-N-E! Navijamo, tako da kričiva in upamo na najbolje. Za prvo mesto pa sta se borili ekipa lanskih zmagovalcev osnovne šole Štore ter letošnji novinci ekipa osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini. In v čem sta najboljši ekipi najboljši? Vse nam gre. Drugače nam grejo pa bloki ful dober. Ja, po moje serve. Po napetih in resnično tudi že atraktivnih športnih predstavah se je na 3. mesto uvrstila osnovna šola Simona Jenka Kranj. Drugo mesto so osvojili lanski zmagovalci osnovna šola Štore, zmagovalka drugega Lidlovega turnirja Odbito pa je postala ekipa osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini. Ja, finalna tekma je bila zelo napeta. Vem, da smo dobro igrali, tako da naslednjič bomo še boljši. Na začetku smo že mislili, da jih bomo zmagali, ko smo ful vodili prvi set. Samo bolj smo videli, da nismo tako dobri, ne? Pa imeli smo se fajn, ne? Ja, pa drugo mesto je tudi v redu, ja. To je prvak! Šempeter!
In tako se je zaokrožil še en odlično izpeljan dogodek, poln športne energije, fair playa, novih izkušenj in sproščenega druženja. Varovanci Cirius Kamnik so za vse ekipe izdelali posebne spominske kipce. Zmagovalne ekipe pa so seveda prejele tudi medalje in pokale. Pa seveda za vse veliko spominov na fotografijah, tudi v odlični družbi maskot Levčka Marka in Zdravka Lidla, ki sta ves čas turnirja skrbela za dobro vzdušje. Veseli in ponosni smo na to, da v bistvu se otroci zabavajo, poznavajo drugačen šport in pri tem resnično uživajo v velikem številu in ponosni smo na to, da v bistvu tej družbi nekako odmikamo meje drugačnosti in jim približujemo na način, ki je v bistvu prijazen in je šport en tisti, ki združuje. Ponovno smo združili prave vrednote, povezanost, sodelovanje in mladim približali parašport. Zelo veseli smo, da je bilo letos toliko zanimanja, tako pri osnovnih šolah, kot tudi pri širši javnosti, tako da super in gremo naprej v novo sezono. Filmček od lanske prireditve je bil pokazan na vseh kongresih po svetu, povsod je sprejel mnogo pohval, ker ta prireditev ni samo ta končni dan. Lani smo imeli 9 šol, letos 20, drugo leto 40 mogoče. Pa super smo se imeli, res organizacija, med sabo se otroci malo podružijo, super. Vsakem priporočam, da pride, da se preizkusi in da to postane tradicija.